Najbrž niste vedeli, ampak v Dubaju zelo radi gledajo oddajo Volan, sploh takrat, kadar objavimo test kakšnega križanca. Več kot očitno pa je, da nas ne razumejo, ker v našem uredništvu tovrstnih vozil nikoli ne kujemo v zvezde, oni pa so mi sedaj ponudili ravno to. Avto, ob katerem tisti v haljah sicer dobivajo nasmehe na usta, jaz pa si mislim, ja, res, še bolj nepotrebna stvar od križanca je kvazi športni križanec. Tole je Audi SQ5, malce močnejša stvar od tistega Q5 2.0 TDI, ki ga običajno vidite pri nas. Tale zadeva ima pod pokrovom 3-litrski turbobencinski V6, ki razvije 354 konjev. Krasno, če bi bili zapakirani v A3 in ne v ta nebotičnik. Izgleda pa fajn, moram priznati, v tej rdeči barvi sploh, pa s tem kromom in velikimi platišči, super je. Znotraj pa takšen. Za prevažanje kamel čisto preveč eleganten, za razvajene Arabce pa kar pravi. Ampak razumem, da so nad njim navdušeni, če pa nimajo ne ovinkov, ne klancev, omejitev pa je pogosto samo 100 km/h. SQ5 se namreč z mesta konkretno izstreli, do stotice potrebuje samo dobrih 5 sekund, se pravi, stojiš na semaforju, dodaš plin, potem pa čez 5 sekund že vozi z največjo dovoljeno hitrostjo. Če je to užitek, naj bo, ampak jaz rabim ovinke. Haha, ne boste verjeli, celo tukaj sem našel zavito cesto, ki pelje na Jebel Hafid. Najvišji vrh tukaj je okoli 1294 metrov je visok, ni pa najvišji, kot pravi večina. To je Jabal Jais, 1925 metrov visok, ampak je čisto na severu. In šele sedaj vidim, da se SQ5 dejansko pelje fantastično, čeprav mi gre kar težko z jezika. Na tej najbrž edini zaviti cesti v Emiratih je seveda podvozje še vedno trdo, ampak tudi RS5 ni ravno udoben. Konjenico je pač treba nadzorovati, zato se pa v zavojih ceste oklepa tako silovito, da sploh ne vem, odkot mu toliko prijema. Tudi 21-palčne pnevmatike kar pomagajo. Še vedno pravim, da bi bil nižji avto bolj suveren in bi manj pretresal na slabih cestah, ampak je vseeno fascinantno, da se lahko tako velik avtomobil pelje tako dobro. Volan je prijetno obtežen, občutek na njem je dober, pač čuti se, da je Q5 relativno velik, ampak v tej izvedbi je celo zabaven. Pa še nobenih težav ne bo, če zapeljem na kakšno sipino, ker tudi quattro ne omaga prav hitro, sicer me pa lahko kakšen šejk s kamelo potegne ven in je. Ampak SQ5 je stroj za urejene podlage in 4-kolesni pogon je dejansko namenjen zagotavljanju oprijema takrat, ko motor pokaže vso svojo moč. Za te konce je super, ker ropota zelo prijetno, s tem se na ulicah Dubaja kar radi pohvalijo. Pri nas pa bi bil super zato, ker se kljub masi in velikosti odlično pelje skozi ovinke. Ampak ne bo, pri nas boste videli predvsem dokaj žalostne TDI-je, takšnih pa bo približno toliko kot šejkov na kamelah v Tivoliju. Ta pa je ena kamela, mogoče pa lačna.